Se za zidovi zdravstvenih ustanov pri nas res izvaja eksorcizem oziroma izganjanje hudiča? To naj bi na okrogli mizi v Mariboru minuli petek več kot 100 zbranim poslušalcem pripovedoval Marjan Vetrnik, župnik in eksorcist. Trdil je, da so ga v preteklosti na pomoč klicali z ene od ginekoloških klinik. Prav tako je dejal, da naj bi nasvet in oceno hospitaliziranega pacienta pri njem poiskali z ene od psihiatričnih ustanov. Za katero gre, kako se odzivajo, več Jana Ujčič. Ropotanje, kot da bi nekdo premikal težke omare, ugašanje luči in televizije, občutek, da jih nekdo zasleduje. Dogajanje pa na eni od ginekoloških klinik pri nas. To naj bi bile po poročanju časnika Dnevnik izkušnje eksorcista Marjana Vetrnika, dogodke pa je opisoval pred dnevi na okrogli mizi z naslovom Obsedenost ali bolezen. Poklicale naj bi ga medicinske sestre, njegovo pojasnilo pa, te pojave so povzročili s splavi, ki jih izvajajo na kliniki. In še, da ga občasno prosijo za pomoč tudi zdravniki. Psihiatrična bolnišnica Vojnik naj bi pri njem poiskala nasvet in oceno hospitaliziranega pacienta, ali gre za obsedenost. Tam pa pravijo: Mi se v bistvu res poslužujemo standardnih slovenskih smernic, ki jih imamo za psihiatrijo, za zdravljenje pacientov in eksorcistov za zdravljenje in pa za postavljanje diagnoz ne potrebujemo. In tudi ni v bistvu prav. O navedbah eksorcista pa dodajajo: Vsaj 20 let ali pa več, odkar sem jaz tukaj, tega ni bilo. Ne morem pa za nazaj trditi, kaj je bilo pred 30 leti ali pa 40. Prakse so bile različne, pa res tudi razvoj stroke, tudi psihiatrične, gre naprej. Z vprašanji smo se obrnili tudi na eksorcista Marjana Vetrnika, ki je sicer župnik v Žičah. Iskali smo ga, a ga nismo uspeli dobiti. Da sodelovanje med eksorcistom in oddelkom za psihiatrijo ne obstaja, pravijo tudi v UKC Maribor. Na oddelku za psihiatrijo poudarjajo, da vse paciente obravnavajo v skladu s strokovnimi smernicami.